Drage gledalke, dragi gledalci, drage poslušalke, dragi poslušalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma podcasta z istim imenom Zgodovina slovenskega alpinizma. Lepo pozdravljeni, ponovno sem z vami Peter Mikša in to je nova zgodba, nova epizoda iz zgodb zgodovine slovenskega alpinizma. Danes sem v Šentjurju na Štajerskem, sem v mestu glasbe, železnice in umetnosti, kot se opisuje ta kraj. Ampak ne bomo o Ipavcih, pa južni železnici in drugih pomembnih osebnosti oziroma dogodkih iz tukajšnje zgodovine. Govorili bomo o alpinistični temi. Tudi Šentjur ima precej močno plezalno-alpinistično tradicijo. Tukaj domuje na primer plezalni klub Rifnik. Tu pa domuje tudi naš današnji gost, nov steber slovenskega alpinizma. Poslušajmo predstavitev, torej koga bomo danes gostili oziroma kdo nas danes gosti. Ob meni je Tone Golnar, ki se plezalno udejstvuje že od leta 1976. Že kot srednješolec je opravil kar nekaj precej težkih vzponov. Bil je tudi v Himalaji, Andih, Patagoniji, tako kot udeleženec, kot tudi vodja odprav. In se povzpel na kar nekaj 6 in 7 tisočakov. Skupno je preplezal preko 1600 smeri, od tega več kot 50 prvenstvenih. Čeprav bi lahko že zaradi vsega dosedaj naštetega Toneta uvrščali med vidnejše slovenske alpiniste, pa je in še zaznamuje slovensko plezalno, alpinistično in širšo gorniško slovensko družbo zaradi nečesa drugega. Tone je morda celo najvidnejši avtor, kar se tiče alpinističnega oziroma širše gorniškega področja izobraževanja in pa vodniške literature, alpinističnih in plezalnih vodnikov. Njegova biografija zajema preko 80 enot, to so knjige, strokovni in poljudni članki, tudi mentorstvo pri diplomskih delih. 5 plezalnih vodnikov je bilo ponatisnjenih, prav tako 3 učbeniki oziroma priročniki. Pozor, opisal v svojih vodnikih je 11 alpinističnih območij po Sloveniji in Hrvaški in izdal 11 vodnikov ter 3 strokovne priročnike. Prisluhnimo sedaj, kako je Tone prišel v plezalno družbo, v svet vertikale, kje se je vse začelo, kdo so bili njegovi soplezalci, pa njemu seveda najbolj zapomljive odprave, gore, stene, smeri in tako naprej. Torej, kdaj je spoznal oziroma je do njega prišel navdih po plezanju, pa tudi po publiciranju. Torej, prisluhnimo zgodbi, Tonetovi zgodbi. Torej, lep pozdrav, Tone, še tako, ne? Ja, pozdrav. Ja, hvala, ker te lahko gostimo oziroma ker ti danes tukaj gostiš v Šentjurju. Čeprav pa nisi domačin Šentjurčan, ampak o tem bomo v bistvu že kmalu po prvem vprašanju, ki se glasi, kdaj in kje, torej kraj, odsek, si začel plezati, se ukvarjati s alpinizmom, zakaj si se začel in zakaj prav tam? Ja. Torej, pozdravljam vse gledalce in poslušalce, da ste si vzeli čas in spremljate to oddajo oziroma podcast. Ja, jaz sem v bistvu Mariborčan in normalno, da sem potem tudi alpinistično šolo obiskal najprej v Mariboru. To se je dogajalo že ob drugi polovici osnovne šole. Že v 6. razredu sem prvič šel v alpinistično šolo in sicer po planinski šoli. Tam sem dejansko spremljal vsa predavanja, hodil tudi na vaje, na bližnje stenice na Pohorju, ampak seveda mama me zaradi mladosti ni pustila potem na kakšne resnejše ture, tako da sem potem glede na
vse, kar sem spoznal, slišal, se ponovno udeležil alpinistične šole v 8. razredu, no takrat sem pa potem že, to je bilo leta 76, sem lahko že hodil na prve ture. No. In recimo prvo turo, ki sem jo opravil, je bila sicer zimska, to je bil pristop na Grintovec, to je bilo, mislim, da januarja leta 76. Katera je bila pa tvoja prva resna, ne vem, skalna? Ja, potem je bilo pa dejansko zdaj za prvomajske praznike se je takrat hodilo v Paklenico običajno, ampak mi smo takrat šli najprej v Samarske stene na Hrvaško, to je v Gorskem Kotarju, zelo zanimivo območje, ampak kakšnih resnih sten seveda tam ni bilo. Prava resna plezarija pa je bila v Paklenici v jesenskem času, to se pravi jeseni leta 76, pa sem potipal ta pravo skalo, no, in ta prave smeri. Zdaj točno katera, ali je bila to Kukušna ali Rampa Kamin, nobena od teh ni danes, oziroma po nobeni ni dovoljeno plezati, ker se nahaja nad potjo in bi ogrožala mimoidoče. Ampak to je bila zelo zanimiva izkušnja. To smer sem potem še večkrat tudi presoliral in tako, mislim, to so pač moji začetki, no. Ko si začenjal takrat, torej ko si se navdušil nad plezanjem, si bil pod vtisom kake splošne, ne vem, evforije na Slovenskem? To je obdobje v bistvu prvih uspešnih himalajskih odprav, 8000-aka, 75. leta naši stojijo na Makaluju, o tem se precej govori takrat v našem prostoru. Je do tebe to prišlo ali ne? Ja, torej jaz sem že prej spremljal razne članke po revijah, časopisih. Zdaj v spominu imam recimo vzpone naših alpinistov v Hindukušu v Afganistanu, Isto Ronal, Nošak in podobno. Potem imam v spominu vzpon naših alpinistov zimski vzpon v Ferdamanih policah. In zanimivo, da recimo dobrih 10 let kasneje sem tudi sam tam opravil enega verjetno svojih najtežjih vzponov, tako da, ampak ni imelo nobene povezave s tem, no, čisto naključje je bilo. Tako da to zdaj, takrat ne bi mogel govoriti, da je bila kakšna evforija, tako kot mogoče danes, ko bi lahko rekli, da je plezanje ali pa alpinizem modern in zelo razširjen med ljudmi. Nisem imel tega vtisa, no. Jaz sem imel pač čist svoj odnos do gora. Na začetku sem z veseljem hodil po gorah kot planinec, ampak potem se mi je nekako zdelo, da bi bilo to vredno nadgraditi, no. V začetku, ko sem še hodil po poteh, tudi po zahtevnih, si nisem predstavljal, kako bi bilo v steni, no. Ampak potem kasneje sem videl, da ni vse vertikala ali pa previs, ampak so tudi normalne, lahke smeri, no. Ko si začenjal plezati, pa mogoče že prej, si poznal kake slovenske znane alpiniste? Si imel kake vzornike, mogoče, ko si začenjal, ne vem, Joža Čop, ali pa zmagovalci Čopa, zimski, ne, Šrauf, Tonač, Kunaver in tako naprej, ali pa v vašem koncu, mariborskem, ste imeli tudi v bistvu močno tradicijo alpinistično. Je kdo od njih takrat bil tebi neke vrste vzor? Težko bi govoril o kakšnih vzorih, no, zdaj glede poznavanja. Jaz sem tudi prebiral malo planinske in alpinistične knjige v tistem času, torej še predno sem tudi stopil v alpinistično šolo, tako da sem recimo Čopa sem zelo dobro poznal, Toneta Škarjo, tako iz medijev pa mogoče, da je izstopal Nejc Zaplotnik, koliko imam zdaj v spominu. Drugače pa, dokler nisem začel plezati, ne bi mogel reči, no, da sem imel kakšno širše poznavanje alpinistov z našega odseka, pa
Seveda so bili nekateri dobri z vrhunskimi vzponi, ampak jih pred vstopom v alpinistično šolo niti nisem poznal, no. Nisem slišal za njih. Ampak kasneje pa verjetno si imel, ne vem, ali pa tudi ne. Radi rečemo, da smo imeli koga kot nekega vzornika, danes imajo vsekakor, če gledamo športno plezalno zgodbo, ne? Janja Garnbret in množice mladih, ki pridejo, ne? Nov val, ki bo kasneje mogoče tudi prinesel nov alpinistični kvaliteten dvig, kar se kvantitete in kvalitete tiče, ampak si imel takrat mogoče kake alpiniste, ki lahko rečeš, da so tako močno vplivali kasneje, mogoče tudi na tebe, iz različnih spektrov gledanja, da so te naredili kot alpinista takšnega, kot si bil. Lahko našteješ kakšnega mogoče? Ja, recimo takrat, ko sem jaz začel plezati, sem spoznal tudi Frančka Kneza. Zdaj po svojih zapisih sem ugotovil, da sem eno prvih smeri preplezal tudi z njim, čeprav se tega sploh ne spomnim. Tako da ne bi mogel reči, da je to bila neka posebna izkušnja za mene, ampak zdaj se mi je zelo dostopen in prijeten in tako da recimo bi lahko rekel, da je to bil kot nekakšen vzor, čeprav takrat v začetku njegovi vzponi še niso tako izstopali kot pa nekaj let kasneje. Recimo od bolj znanih osebnosti je bil vsekakor Nejc Zaplotnik, tisti, ki mi je nekako neke sanje vzbujal, ne, kaj bi lahko oziroma kako lepo bi bilo, če bi bilo tako, ne. Tako, ampak do tega pravzaprav nisem si mislil, da bom sploh kdaj šel v Himalajo oziroma da bom nekako deležen nekih večjih uspehov, no. Si imel kakšne stalne soplezalce ali je pač v tvojem življenju jih veliko prišlo, konec koncev si tudi menjal sredino, ne? Ljubljana, Maribor, Šentjur. Ja, zdaj na odseku sem pač največ plezal z nekaterimi soplezalci, čeprav nisem bil v začetku preveč izbirčen, ne. Takrat je bilo pomembno samo to, da sem čim več plezal. Tudi mogoče je bil izziv, da sem plezal z različnimi soplezalci, gotovo pa, da sem raje plezal z nekaterimi, ki sem jih malo bolje poznal. Recimo začel sem z Ljubom Hanslom, ki je bil tudi moj bližnji sosed in s katerim sva pravzaprav tudi začela istočasno hoditi v alpinistično šolo. Potem Zdenko Zorič, ki je prišel malo kasneje na alpinistični odsek, Ivek Veberič, s katerim sva preplezala kar nekaj zelo zahtevnih smeri. Potem recimo Srečko Richter, torej Ivek in Srečko sta se potem 82. leta ponesrečila v Kavkazu. Tako da, ampak do takrat smo kar nekaj smeri preplezali skupaj. Potem recimo naključje z Jankom Humarjem sva preplezala to zimsko smer v Ferdamanih Policah, Libereško. On je pač študiral v Mariboru, tako da smo se dosti družili in tudi nekatere smeri smo potem skupaj plezali. Tako da to so te glavne osebe. Tudi kasneje, ko sem študiral v Ljubljani in delal v Ljubljani, sem še vedno plezal z mariborskimi soplezalci. No, tudi Bogdana Rojsa, recimo, moram izpostaviti, z njim sva zelo veliko plezala skupaj, čeprav ne nekih hudo zahtevnih smeri, ampak na primer 93. leta si je želel, da bi preplezala Čopov steber in ker ga tudi jaz še nisem, sva ga splezala skupaj. S tem, da za mene je to bil kar zalogaj, ker dve leti predtem se mi je v Skalaški smrtno ponesrečil soplezalec, tako da sem tudi to psihično bariero moral premagati. Pa tudi
fizično nisem bil več tako pripravljen, ampak čopov steber nama je kar v redu šel. Takrat. Ta zgodba je pri tebi torej zelo zanimiva. Začel si kot osnovnošolec, Ja. v srednji šoli si pa že opravil kar precej, v bistvu za tiste čase še danes, krepkih smeri varianta Aschenbrennerja in podobne. Kako je šla ta tvoja zgodba? Torej, srednja šola, kako so šle ambicije? Ja, takrat so bile ambicije malo je valovilo vse skupaj, ne? Oziroma valovalo. Mene je zanimala še glasba. Z bratrancem smo imeli glasbeno skupino in potem sem kakšno leto ali dve bil kar resno v teh zadevah in lahko bi se obrnilo malo drugače, ne? Če bi imeli malo večje uspehe, potem mogoče se niti ne bi z alpinizmom toliko ukvarjal, ne? Ampak potem sem videl, da ta moja glasbena pot, torej vsaj v skupini, ne pelje kam daleč in sem se potem preusmeril v alpinizem. No. Tako da potem so me pa seveda pritegnili ti vzponi, torej vedno težji in takrat sem bil pač na vrhuncu sposobnosti, moči in zadeve so se zelo dobro iztekle, tako da sem opravil nekaj odličnih vzponov in potem me je to pravzaprav potegnilo vase. Ja, lahko rečemo, da je tvoj višek obdobje 80 let, ko tako na nek način lahko rečemo, da je tudi višek, kar se tiče razmaha in razcveta slovenskega alpinizma. Generacija, ki je v 80 letih delovala, in ta generacija je zelo široka, verjetno od takrat je ni bilo takšne, ne, govorimo o Silvo Karu, Johanu, o Podgorniku, o Kozjeku in Frančku Knezu in tako naprej. Torej širina, ki zajame celo Slovenijo, ne, in tudi slovenski in alpinistični uspehi so takrat na višku, himalajske reprezentančne odprave in tako naprej. Kako je torej s tvojimi ambicijami? Si zelo blizu tej smetani takrat, tudi si na nek način okusil jugoslovansko reprezentančno zgodbo kot izvidnica Jalongkanga 83. leta? Tako je. Ja, potem pa te na nek način na teh odpravah ni bilo zraven. Ja. Torej takrat v tistem obdobju se je nekako začela uvajati kategorizacija alpinistov, ne? Po kateri se je nekako razvrščalo kvaliteta, ne, vzponov in kvaliteta alpinistov. Zdaj, razlog za to je bil po eni strani neka sredstva, ki jih je lahko Planinska zveza prejemala in pa potem tudi posamezniki za te najvišje range. Po drugi strani pa je bila to tudi na nek način vstopna točka na različne odprave, ne. Jaz pač nekaj let sem sodeloval tudi pri tej kategorizaciji, kjer nisem zasedal nekih visokih mest, ne. Vedno sem bil v nekem republiškem rangu, torej to je v nižjem rangu, ne. In kot tak seveda ni bilo kaj dosti možnosti, da bi se pridružil kakim odpravam, ne. Zdaj to, da sem bil v izvidniški odpravi na Jalungkang s Tonetom Škarjo leta 83, je bilo pravzaprav bolj naključje, ne. Leto prej sva z Ljubom Hanslom šla na nekakšno mini odpravico v Patagonijo, v Čile in takrat nekako nama je Tone obljubil tudi neka sredstva, ampak teh sredstev potem ni bilo. Kot neko kompenzacijo je potem uredil, da je naše društvo šlo 83. leta v Kavkaz na izmenjavo. Meni pa je ponudil pač sodelovanje v izvidniški odpravi na Jalungkang, ne. Tako da to je bolj to, ne. Potem kasneje se pa jaz pravzaprav niti nisem prijavljal na te zvezne alpinistične odprave, sem pa seveda
s tem, ko so moje ambicije rasle, sem potem pač ugotovil, če bom želel kam v Himalajo, potem se bom moral sam potruditi in si sam kaj zorganizirati. No. In od tod tudi potem organizacija teh mojih mini odpravic in leta 90 pa ene take kar zelo velike odprave. Do nje še pridemo. Ja. Skočimo 8 let nazaj. Ne? Omenjeno je, da si bil 82. leta v Patagoniji. V bistvu govorimo, Tone Golnar je prvi med Slovenci, ki je videl in okusil v smislu plezalno Patagonijo. Šele v naslednjih letih potem pridejo Bišča, Klenarčič in ostala garda na Fitzroy, Cerro in tako naprej. Kako je to prišlo do tega? Ja, v bistvu sva se 82. leta prijavila na en razpis, ki ga je poslala Čilska alpinistična zveza na neko mednarodno srečanje v dolini Lovaldes, v bližini Santiaga. In ko sva se prijavila, sva med nekaj kandidati bila izbrana midva z Ljubom Hanslom. In na začetku pravzaprav nisva vedela, kaj bova tam počela. To srečanje je trajalo samo 11 dni. Midva sva pa potem rekla, da če sva že tam, bi pa šla pogledati tudi Patagonijo. Ne? Nisva pa vedela še, v kateri del, ali bi šla v skupino Fitzroy, torej v Argentino, ali bi ostala v Čilu, ne? Se pravi skupino Pine. No, potem, ko sva bila pa tam, je bil pa splet nekih okoliščin banalnih, da sva videla neko znamko, na kateri so bili eni stolpi, lahko da so bili dolomitski, lahko da so bili pajni, ampak spodaj je pisalo Cerro Castillo. In potem sva se pozanimala, kje je ta Cerro Castillo. To je nekako 600 km južno od Porto Monta. In potem nama je bilo dano, sva šla potem še z enim Novozelandcem in Južnokorejcem, ki sta bila tudi udeleženca tega mednarodnega srečanja. Smo se potem skupaj odpravili v to Cerro Castillo in tam preplezali super prvenstveno smer. Tako da, ampak to je bil res splet takih naključij oziroma okoliščin. Ne? Ja. Himalajo si na nek način še, lahko rečemo, zmagoslavno se vrnil. Ne samo enkrat, večkrat. Ne? Kljub tej neudeležbi na reprezentančnih, si pa potem 90. leta vodil reprezentančno slovensko odpravo. Še prej, ne? Pa si uspešno že stal na Satopantu. Ja, tako. Torej, govorimo o 7000 leta 88. Predvsem pa je verjetno te zaznamovala močno odprava na Nanga Parbat leta 90, ti kot vodja in v bistvu 11. 8000, takrat gledano na projekt 14x8000, kar se tiče slovenske oziroma tega, če jugoslovanske himalajske zgodbe, ko Mariča Frantarjeva in torej Marija Frantar in Jože Rozman preko Ropalske stene pridete na vrh. Mariča, menda prva ženska celo preko največje odprave. Kako si prišel do vodstva in kako si na nek način dojemal to odpravo? Ja, torej, odpravo sem organiziral tako kot tudi manjšo odpravico predtem v Garhvalsko Himalajo. In sicer sem najprej pisal na Pakistansko zvezo in tam so mi potem pozitivno odgovorili, dali so mi termin. No in potem sem začel z zbiranjem prijav, kdo bi bil zainteresiran. Takrat isto leto so pa tudi Celjani pod vodstvom Bojana Šrota organizirali odpravo v Diamirsko steno. Ne? Ampak oni so šli na pot dober mesec ali pa mesec in pol prej. Tako da, ko smo mi prišli v Islamabad, smo se potem tam srečali. Oni so zaključili odpravo, ki je bila neuspešna. Zaradi plazu so se morali obrniti pod vrhom. No, nam je bila pa
sreča naklonjena, tako da sta se dva udeleženca lahko povzpela na vrh. Čeprav je bila cela zgodba potem dokaj dramatična, ker se v bistvu 3-4 dni nismo imeli nobenega kontakta z njima, ker sta radijsko postajo zaradi teže pustila v zadnjem taboru, oziroma pred zadnjem taboru, in potem se nismo slišali. In 5. dan, ko smo želeli že poslati helikopter v neko izvidnico, ne, da bi se dvignil pa pogledal pobočje, sta se javila zjutraj po walkie-talkiju. Niti zvečer se iz tistega tabora nista mogla javiti, ker sta bila tako utrujena. Tako da sta zjutraj poklicala, da je vse v redu in da sta uspešno se vrnila. Veselje in uspeh, ampak verjetno za vodjo odprave, pa tisti dnevi precej čakajoči. Neprijetno, ja, in tudi takrat je prišlo do nekih rahlih konfliktov v samem taboru, ampak potem je bilo to vse pozabljeno, no, ko je bil pač ta uspeh dosežen. Ne. Nisi imel želje ali si imel željo takrat poskusiti na 8000? Takrat smo imeli vsi ambicije, ampak moram reči, da Nanga Parbat je verjetno vsaj z te rupalske strani ena bolj zahtevnih sten in tudi ena bolj nevarnih, tako da smo potem kar kmalu videli, kam kdo sodi. Seveda jaz se nisem v ospredje postavljal, ostali so imeli prednost. Ne. Tukaj je bil tudi Ivč Kotnik, Himalajc z že osvojenim 8000-čakom, tako da tudi on je imel prednost, ki pa potem tudi ni osvojil vrha. Ne. Ja, tako da drugače pa verjetno vsi, ki smo se prijavili na to odpravo, smo imeli resne ambicije. No, z nami je takrat bil tudi Steve House, Štef. Točno, ja. Ja, on je bil takrat 1 leto na neki izmenjavi, čeprav je srednjo šolo končal že v Ameriki, je potem kljub temu prišel v 4. letnik gimnazije. On se predtem ni ukvarjal z alpinizmom, potem se je zaradi dolg časa pridružil našemu alpinističnemu odseku in naši fantje so ga zelo vneto vodili po hribih, predvsem v avstrijske hribe, kamor smo takrat radi zahajali. In potem, ko je izvedel za mojo odpravo, se je želel pridružiti. Takrat je bil že v Ameriki in seveda sem ga z veseljem sprejel. Tam je pravzaprav dobil neke prve izkušnje, ki jih je potem lahko s pridom uporabljal tudi v kasnejši karieri. Ne. Ja, konec koncev, ne, potem dobrih 15 let kasneje, ko spet pride pod rupalsko steno. Ne. Tako, ja. Ampak naj gledalci pogledajo, o čem govorimo. Ne. Naj samo menimo eno tako načrtovano tekmovanje takrat s Tomažem Humarjem in zgodbo reševanja enih in ne drugih. No, ampak kakorkoli že, gremo midva nazaj na tvojo zgodbo. Kar nekaj v bistvu tvojih vzponov, smeri in tako naprej smo že slišala. Lahko mogoče izpostaviš en vzpon, eno smer, ki se ti zdi, da je bila tvoja najtežja? Ja, vsekakor je to vzpon v Libereški smeri, v Ferdavanih Policah z Jankom Humarjem. To je bil 3-dnevni vzpon, mislim, da je bil mesec februar ali marec. Ja. To je zimski vzpon, ampak takrat je bila res prava zima. No. Tako da ta vzpon je dejansko, bi se lahko uvrščal med... Res je, da prav v tistem obdobju je bilo preplezanih še nekaj podobnih zahtevnih smeri, ampak lahko bi rekli, da je to mogoče, ne vem, eden od 10 najtežjih zimskih vzponov do zdaj preplezanih. Tako da tu bi lahko rekel, da sem se mogoče najbolj približal vrhunskemu alpinizmu. Drugače iz tujine pa gotovo vzpon v Cerro Castillo v Patagoniji ima tudi veliko vrednost, no, in mislim, da je kar lep dosežek, no, za tisti čas.
Ja, tu je treba še poudariti, ne, da je bil način plezanja zimskih ponovitev ali pa po zimi drugačen, kot je danes. Ne. Torej, takrat se ni plezalo še s cepini pa z derezami, ampak ste Seveda, v bistvu brez tega, ne, z golimi rokami oziroma rokavicami in v gojzarjih oziroma mogoče kdaj plezalkah. Ne. Torej, stvar je bila precej drugačna, kot je danes. Tako. Torej, ni bilo zatikanja, cepinov tega nismo poznali, ne. Tako da večina, kar je bilo treba plezati v skali, si moral pač dati rokavice dol, ne, in pri minus 15 stopinjah ni bilo to preveč prijetno, ne. Ja. Lahko rečeš, da so Ferdamane police in tvoja najtežja smer tudi tista, ki jo šteješ kot največji dosežek, ne nujno po oceni, ampak pač, ker je zgodba in tvoj vložek vsekakor največji. Ja. Gotovo. Obstaja danes za Toneta Golnarja kakšna gora, stena, linija, za katero bi lahko rekel, da ti ni bila usojena ali pa da si želel, torej, da si imel mogoče nagledano, da si želel, da si razmišljal o njej, pa ni prišla na vrsto, oziroma mogoče celo si poskušal, pa ni bila uspešna, pa se ti zdi v zadnji, ne, da to pa sem si ali pa to pa bi še vedno želel. Ja, dobro, ena od takih zadev je gotovo kakšen 8000-ak, ampak v bistvu vložek v tako zadevo je prevelik, no, in možnost, da vrh osvojiš, lahko bi ga, ampak se mi ni zdelo nikoli toliko pomembno, no, da bi se vračal oziroma da bi poskušal na 8000, ne. Drugače je pa polno nekih mogoče takih tur, recimo želja mi je bila preplezati vsaj enega od teh 3 problemov, Alp, se pravi Grand Jura, Matterhorn, Eiger. No, in v Eigerju sem dejansko že bil v Schmidovi smeri, ki sem jo preplezal 1/3, ampak potem smo se pač morali iz smeri, ne bom rekel evakuirati, pač smo izplezali nekako na stran, na normalno pot. Z Ljubom Hanslom sva bila enkrat pod Grand Jurajem, ampak sva potem zaradi slabih razmer šla plezati v Petit Jura, pa tudi to potem nisva uspešno izplezala, ker je bila tura preprosto predolga in pred nama naveza, ki nama je spuščala led, tako da v bistvu, ampak to nisem dojemal kot neko posebno razočaranje. Nikoli ne moreš osvojiti vsega, kar bi si želel, tako da s tem je bolje, da se sprijazniš, kot pa da bi te to žrlo ali pa mučilo, ali pa da bi mogoče potem kdaj presegel svoje sposobnosti in zmožnosti. Ne. Drži in hvala za to misel. Zdaj po dobri polovici najinega pogovora prihajamo pa na bistvu področje, kjer lahko rečemo, da si pustil res neizbrisen pečat. Področje, zaradi katerega, zaradi dela tam lahko rečemo, da si steber slovenskega alpinizma, ker stebri niso zgolj tisti, ki so preplezali najtežje, najpomembnejše oziroma najodmevnejše vzpone slovenske alpinistične zgodovine. Tu so tudi druga področja, ki so prav tako ključna za razvoj alpinizma pri nas. Med njimi je vsekakor oziroma sta vsekakor tudi področje izobraževanja in pa vodniška literatura. Tukaj mislim alpinistične in plezalne vodnike. V Cobisu, če vtipkamo Tone Golnar v Cobis, vrže v bistvu pri tebi kar 81 zadetkov. Si avtor priročnikov oziroma učbenikov, vodičev, kot se formulira noter, pa potem avtor člankov v različnih revijah, Planinski vestnik, pa revija Šport. Zaveden si celo kot mentor pri, mimogrede, zelo zanimivih univerzitetnih diplomskih nalogah. Kako se je Tone znašel na tem področju? Ja, torej najprej me je
pritegnilo opisovanje vzponov alpinističnih. Zdaj, kaj je bil razlog, ne vem, ampak gotovo pomanjkanje nekih vodnikov na našem trgu. Torej, takrat, ko sem jaz začenjal, leta 1976, je tega bilo res zelo malo. Torej, pri nas je obstajal vodnik za Kamniško-Savinjske Alpe, ki ga je napisal Bojan Polak. Zelo zanimiv vodniček z izredno natančnimi skicami in opisi, tako da to me je nekako navdihnilo. Za Paklenico mislim, da je bil vodnik od Zlatka Smerketa v tedanjem času. Druga območja pri nas pa niso bila niti opisana, tako da si se pač moral po svoje znajti, da si dobil neke informacije, neke podatke o smereh. No in to me je nekako spodbudilo, da sem že kot po končani srednji šoli oziroma že kot srednješolec sem začel zbirati neke podatke. Takrat smo dosti plezali v Pečeh na začetku Logarske doline in potem sem izdal nek tak majhen ciklostilni vodnik, ki je bil razmnožen, ne vem, v 50 izvodih. Sami smo potem to lepili in to sem potem prodajal po pošti, ne. To je bila nekako predhodnica vodnika za Logarsko dolino, ki je izšel leta 1982, to je bil pa že tak konkreten vodnik, ne. Ampak seveda jaz tega sam ne bi mogel napisati oziroma nisem imel dovolj podatkov in sem imel takrat to srečo, da sem sodeloval z Francijem Savencem in z Francetom Malešičem, ki sta mi potem zelo pomagala z podatki, me spodbujala in tako je potem prišlo do prve izdaje tega vodnika Logarska dolina. To so nekako začetki, potem pa seveda naslednja zadeva, mislim, da je bil Robanov kot, potem Repov kot, Kamniška Bistrica, no potem pa sem se lotil kasneje tudi območij, ki še niso bila opisana, to je Jezerskega v Kamniško-Savinjskih Alpah, pa potem Bohinjskih sten in pa Vršiča v Julijskih Alpah. Vse to, to so ti vodnički, ki jih imamo tukaj, ki so šli pri založbi Planinska zveza Slovenije. Več ali manj vsi poznamo, ki smo kdaj plezali, ker pač brez tega seveda ne gre, sploh v času, ko pred telefoni, ko pač seveda si mogel imeti doma naštudirati, pa mogoče narediti kako kopijo ali pa izris in potem na podlagi tega delati. Tako. No, to je bilo v začetku, to se pravi, začel sem z plezalnimi vodniki, potem kasneje, še posebej, ko sem se zaposlil na fakulteti za šport kot asistent. Od tam te diplome omenjene? Tam še ne. Aha. Tam sem bil pač asistent in takrat nisem imel, ni pri meni nihče delal diplomske, ampak pri mojem šefu, Silvu Kristanu. Diplomske so začeli študenti delati pri meni, ko sem prevzel program v okviru trenerskega študija na pedagoški fakulteti v Mariboru. To pa je bilo tam nekje, mislim, da pred letom 2000. To je to. No, kasneje pa seveda sem začel tudi z priročniki. Ja, tako, torej, zdaj smo omenili vodničke, koliko vseh je? S tvoje strani? Mislim, da je 7 različnih območij. Različnih. Ja, tako da, dva sta pa seveda tudi, oziroma najprej eden na Hrvaškem, to so bile Tulove grede, zdaj pa sta že dva, ampak v bistvu kot spletni knjigi, brezplačni, v obliki PDF, dostopni na internetu. To sta pa še dve, torej ena je za Tulove grede, druga pa za
otok Krk. No. Ja. Po vodničkih, oziroma vmes, ne, se zadeva je šla vzporedno Tako, na nek način, pa se lotiš tudi priročnikov za izobraževanje. Ne. Generacije v 90-ih letih smo vse uporabljale in šle čez tole. Ne. Lahko govorimo o nekih prvih res konkretnih priročnikih za alpinistično udejstvovanje. Prej so več ali manj bile bolj neke zbirke vrvnih torej tehnike, priročnik kako, medtem ko prav alpinistična šola se takrat pojavi prvič. Mislim, da ne. Koliko imam v spominu, je obstajal že en priročnik alpinistična šola, ampak v njem ni bilo niti ene skice, niti ene slike, tako da se je bilo malo teže znajti. Ne? No, meni je bil pa cilj, da bi čim bolj nazorno predstavljal nekatere stvari, povezane s tehniko, tako da bi bile čim bolj dostopne alpinistom. No. In to je bil glavni namen tega, in pa seveda, ker ni bilo nikogar drugega, ki bi se tega lotil. Ne. Tako da, ampak še pred alpinistično šolo sem se lotil področja, ki tudi ni bilo ne vem kako zastopano, to je gorniška vzgoja. Glede na to, da sem takrat zaključil študij pedagogike na Filozofski fakulteti, sem imel neka določena znanja, tako da sem potem lahko neke osnovne informacije podal v obliki pač nekega zvezčiča, in mislim, da je tudi to mogoče komu lahko prišlo prav pri pedagoškem delu. Precej publikacij takšnih in drugačnih je tule pred nama. Vprašanje, zelo subjektivno seveda je, katera od teh zadev se ti zdi tebi najpomembnejša? Seveda je vedno vzadnji neki razlog, zakaj. Ja, gotovo je najpomembnejša alpinistična šola, ki dejansko od prve izdaje leta 1993 pa do zadnje leta 1999, mislim, da so zelo pomembne informacije. Seveda kasneje so se odločili, da bodo pač vse zadeve prestavili na splet, ne, kar je po eni strani v redu ideja, dobra ideja, ne, ker se lahko pač tisti deli tehnike, ki se spreminjajo, se dejansko nadomestijo in ti ni treba zaradi tega izdati nove knjige. Je pa res, da je to gradivo mogoče zbrano malo bolj neurejeno, malo bolj kaotično, ampak še vedno je zelo v redu gradivo. Torej, alpinistična šola kot največji dosežek ali pa najbolj ponosen sem pa na knjigo Turno smučanje, in to na zadnjo izdajo, v kateri pa sumim, da je imel tudi urednik ali pa mogoče lektor še prste vmes, da je še malo nadgradil to, kar sem jaz napisal in podal. No. Tako da to je recimo to, kar mi pomeni največ. No. Ja, z razlogom. Ampak na vsako knjigo sem pa ponosen in vesel, da je šla. Po svoje tudi malo žalosten, ker vsaj plezalni vodniki vem, da ne bodo več izhajali, ker se Planinska zveza pač odločila, da bo vse te moje knjige dala na brezplačno uporabo, na splet, kar je spet po eni strani čudovita ideja, ker bo tako postalo dostopno vsem. To pa je tudi razlog, da sem se odločil, da bom tudi sam odslej pisal samo še brezplačne vodnike. Tako da, in do zdaj sem pač napravil 2, v nadaljevanju imam še 3. Sluti se, ne, da se še nekaj obeta. Tako, kuha se še nekaj. Odlično, se že veselimo, ne, torej, tvojega publicističnega nadaljnega dela. Kaj pa Tone Golnar dela danes? Ja. Tik pred penzijo, ne, ali kako že, tik pred skorajšnji upokojenec, ne? Tako. No, danes sem recimo zelo vesel, da imam vnukinjo. Zelo rad sem z vnukinjo. Drugače pa no,
Dobro, ubadam se že vrsto let z boleznijo, ki pač malo zavira tudi mojo aktivnost, ampak po drugi strani jemljem alpinizem oziroma plezanje tudi kot nekakšno terapijo in moram reči, da je ta terapija zelo uspešna, tako da lahko rečem, da recimo v zadnjih 10 letih imam povprečno preplezanih več smeri, kot sem jih imel prej. Seveda je vmes tudi veliko lahkih, ampak tudi nekaj težkih je zraven. Seveda sem malo spremenil pogled, ne, na alpinizem, na vzpone. Ne. Če mi je recimo tam v 80 letih pomenilo, da bi bili vzponi čim težji, tudi mogoče kakšni, ki bi presegali moje sposobnosti, pa danes iščem ture, ki so čim lepše, čim bolj varne, da čim bolj uživam in takšne vzpone potem tudi z veseljem predstavljam drugim plezalcem. Ne. Tudi ko plezam, recimo vsaj v zadnjem času, prvenstvene vzpone, se trudim, da plezam take smeri, ki so lepe, ki pač ti lahko dajo nekaj. Ne. Recimo ogromno smeri sem preplezal na otoku Krku, čeprav so to lahke smeri, večina teh smeri sem tudi presoliral, ampak ti dajo neko zadovoljstvo, no. Mislim, v lepi naravi, čudovitem okolju. Tako. Ja, tule za tudi spodbudo vsem poslušalcem, ki morda imajo takšne in drugačne težave, naj dodamo tule, ne, da Tone, ko govori o osnovni svoji bolezni, tukaj govorimo, da je danes učitelj športne vzgoje, športnik tik pred penzijo, skoraj pol svojega življenja preživel zgolj z eno ledvico, ne, ki je osnova in da se da, ne? Ja, brez problema. Imel sem pač samo to smolo, da so se pojavile še metastaze in zdaj se pač ubadamo še z metastazami. Na srečo so zelo počasne, tako da jih zdravili uspešno prehitevamo in upam pa, tako kot verjetno tudi drugi bolniki, da se z vsakim letom se pojavljajo nova zdravila, novi postopki zdravljenja, tako da pravzaprav si vsi želimo podaljšati življenje do neke razumne mere, no? Dokler si sami ne želimo umreti. No? Ja, vsekakor, ne. Torej, v mojem imenu in verjetno vseh poslušalcev ti želim veliko zdravja, ne, predvsem, veliko še plezalnega udejstvovanja in hvala, ne, ker si nam vsem svojim delom, marsikomu, prepričan sem, odprl neka nova področja, za katera morda ne bi vedeli in so na ta način videli nek nov svet, ne. Po drugi strani pa generacijam, ki si jih učil varnega plezanja oziroma alpinističnega udejstvovanja. Ne. Torej, hvala, Tone, za današnjo družbo, torej, da si bil danes naš gost. Me je veselilo, ne, takole. Hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke, poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Se vidimo oziroma slišimo kmalu v kakšni novi zgodbi z novim gostom. Do takrat pa lep pozdrav in predvsem srečno